Dober dan. Začenjamo leto 2013 in ob tej priložnosti želiva gledalkam, gledalcem vso srečo. Ukvarjava se pa ne z bilanco stanja, ne s pogledom v preteklost, pač pa o tem, kako naprej. Vprašanje, ki se nam zastavlja, je, kakšne družbene inovacije naša skupnost potrebuje, na kakšen način naj se skupnost organizira, na kakšen način naj si skupnost postavlja nove, višje cilje. To je tako povedal, da lahko samo ploska začne. Lahko pritrdiš. Ja, pa ploska začne. Že vprašanje je odgovor, ne? Ja, treba je, ne? Ne, treba je. Kako, ne? Veš, začnemo pri prvem vprašanju, ne? Ki se meni zdi pomembno, ne? Kakšen je bo naš odnos do države? Namreč, ne imamo odnos do države, ki je pišmeuhovski, da je to nekaj nepotrebnega, da je to nekaj, kar je tako že po definiciji obsojeno na odmiranje, ali je to nekaj, kar pravzaprav velja ne samo spoštovati, pač pa predvsem, kaj naj rečem, ne ceniti, ampak državo misliš? Uporabljati, imeti kot orodje, ki nam pomaga pri zadovoljevanju skupnih potreb. Jaz sem danes je 2. januar, jaz imam ta trenutek predvsem problem, kako vzpostaviti odnos do svojih pesimističnih občutkov. Veš, zdaj smo okusili spet malo sladkosti prostih dni, smo bili malo v naravi, smo počeli, kar smo pač počeli, zdaj smo prišli v službo in fronta je, ne, vremenska fronta je, nizek pritisk je in vse tako naprej in to je zelo ugodno okolje za razmišljanje o prihodnosti, ki je temna in negotova in depresivna in ne vem kaj vse. Skratka, glavno vprašanje je ta trenutek, kako se soočati z svojimi občutki, in mislim, da je to približen tudi realni problem nas kot državljanov, če že govorimo o državi, kaj storiti za to, da ti prevladujoči pesimistični, negativni trendi ne bodo zmagali nad nami. Ja. To je pravo vprašanje. Mislim, tako kot sem jaz gledal zdaj te zadnje proteste, ne? Ja. Se mi zdi, da je se zgodilo nekaj zanimivega. Namreč, da so postali karnevalski. Karneval je pa točka, ko po poganski tradiciji rečeš adijo zima, adijo depresija, adijo temni dnevi, prihaja svetloba. To je 21. decembra po defaultu pade, dan objesa, takrat je dnevi bodo daljši. Ja, so že daljši. Ja, sej vedno je, zdaj vprosti, ampak tako jaz gledam na stvari, vedno znova, pač nikoli se še nič pametnega ni rodil, drugače tako, da je nekaj neumnega umrl, Veš, in zdaj, kako gledati na državo, pravzaprav je treba gledati na njo, po moje, v letu 2013 govorijo, po moje, da je treba gledati pač v duhu tega, kar so ljudje na demonstracijah pravzaprav povedali. Postaviti jo je treba, Postaviti jo je treba, pa zahtevati jo je treba pač dosledno, potem predvsem se mi pa zdi zelo pomembno nekaj, kar je nemogoče. Kako vzpostaviti produktivno razmerje med različnimi temi političnimi skupinami, ki v bistvu imajo v rokah državo, ki jo upravljajo, Da se usedejo za mizo pa naredijo en načrt, ki bo Sloveniji koristil, pa ki ljudi ne bo puščal na cesti, ki jim bo odprl perspektivo. To se mi zdi zelo ključnega pomena. Zdi se, da se vse vrti okrog ekonomije, ampak mislim, to na prvi pogled sicer je res, ampak je treba tudi strukturo tako postaviti, da bo tudi jutro zdržala, ne samo danes. A ti misliš, da so preveč skregani politični razred med sabo? Sploh mislim, da ne gre za prepir. Jaz sem tle ozdravljen. Jaz mislim, da gre preprosto za denar, za lakomnost, za to, da se... Interese. Oni se držijo v šahu. Ne to, da se prepirajo. Oni se držijo v šahu in... To mene nič ne moti, če se prepirajo, pa če imajo dialog. Meni se zdi tako, veš,
jodlanje k enotnosti slovenskega naroda. To je brez veze, preveč je bilo, te enotnosti je bilo preveč. Zdaj tako le rečem, meni se bolj zdi kot to, kaj mi lahko naredimo, se velja vprašati, kaj se bo zgodilo, ker se bo zgodilo. Po naravi zadev, po mojem. Ker tudi, če mi nekaj hočemo narediti, pa se smo hoteli zdaj že precej časa nekaj vzpostaviti, pa ni šlo. Zdaj bojo pa ljudje mogoče želeli preprečiti, da bi se zgodilo, zlasti v politiki, pa se bo zgodilo. Zgodilo se bo pa preprosto to, da bodo ljudje postavili ene zelo jasne meje, ki se jih ne sme več prestopiti. To se je pravzaprav na demonstracijah že pokazalo in v 2014 sem prepričan, da se bodo mnogi... Kaj je to meja? Kaj je meja? Ja, kakšno mejo misliš, bodo postavili? Preprosto, nehajte se norca delati, ne boste nas ekonomsko ponižali do skrajnosti, ne boste nas za reveže naredili, ne boste nam vzeli toliko in toliko let razvoja, ne boste nam vzeli našo prihodnost, ne boste našim otrokom uničili vseh pogojev za to, da boste pokradli in zginili. To je meja. In ni več pač teh fraz na zalogo, ko ljudem nekaj pojasnjuješ, ko so zmeraj od Milke Planic naprej, malo zategnimo pasove pa bo. Zdaj mislim, da je vse zategnjeno in pretegnjeno in imajo ljudje zelo izostren občutek za realističnost trenutka. Celo to imajo v zakupu, kar so sami prigolfali. Ko so videli, da je bilo narobe, pa so stran pogledali, ker so mislili, da jim bo koristilo. Jaz mislim, da so te iluzije zdaj požgane. Kljub vsemu, in zato mislim, da zato imamo danes res razloge, da nas glava boli, 2. januar 2014, ker vemo, da vse to prihaja. Po drugi strani pa to razlog za optimizem, ker če to ne bi prišlo in če to ne bo prišlo, potem rešitve ne bo. Rešitve lahko samo na tak način, da se soočimo z realnostjo, natanko takšno, kakršna je, ko se soočaš z realnostjo, potem lahko ustvariš neko vrednost, ki pač rešuje. Se pravi, trava je pogorela in na tem bo razrasla nova. Pomlad. Pomlad, nova zelena trava. O tem pesimističnem vzdušju sva začela tudi. Po 50 letih, pogled, včasih so rekli, po 50 letih komunizma imamo novo državo, po 50 zdaj pa po 50 letih 2. januarja spet delamo. Takrat jaz še delal nisem, ko so že nehali delati 2. januarja, po 50 letih. Kaj te gre na živce, da moraš danes delati? Ne, sploh mi ne gre na živce. Na živce mi gre to, da do zdaj še nismo. Delati je itak danes privilegij. Dajmo, postavimo to tako. Delati je privilegij. Tisti, ki razmišljajo samo o nedelu in o pokojninah in o dolče vita, tisti so zgrešili trenutek. Delanje je itak samo kreacija in nekaj, kar ti da. Ampak to ni problem. Problem je tudi to, da prideš v službo 2. januarja in noben problem. Problem je samo v tem, imamo koncepte, a ti koncepti veljajo, a s svojim delom ohraniš svoje dostojanstvo, imaš gospodarji nad glavo, ki ti ga bodo vzeli. To so pravo vprašanje za ljudi. Ja, ampak veš, zato, da bi o konceptih začeli diskutirati, pa jih tehtati, pa ugotavljati, kjer je boljši, kjer je slabši, kjer je na dolgi rok bolj vzdržen, kjer je bolj trajnostni, da tako rečem. Mislim predvsem, da je treba to iluzijo, ki nam zdaj zadnje pol leta ubija v glavo, mislim, da je neznosna, o tem, da če bomo pa našli narodovo enotnost, da potem bo pa vse čist drugače. Mislim tako, da bolj kot narodovo enotnost rabimo forum, na katerem se debatira o konceptih in na katerem se ti koncepti brusijo, ko nevrotičen del konceptov lahko potem tudi odpade, ampak da produktiven del pa, da ni vnaprej obsojen na neuspeh. Medtem ko če bomo pristali na ta imperativ narodove enotnosti, potem tudi se zelo bojim, da tudi nobene pametne debate ne bo. Narodna enotnost je vedno samo sinonim in alibi za zlizanost levice in desnice po starem ključu. Kar mi rabimo leta 2014 in to se bo zgodilo, sem prepričan. Ne razvozlati vozu narodne neenotnosti, ampak presekati gordijski vozu te narodne zlizanosti, ki je proti vsakemu zakonu in je v bistvu
voda na mlin dobičkarjev. To predpostavlja menjavo elit. To predpostavlja preprosto to, da se vsebina te tradicionalne, nacionalne, tradicionalne, kako ne rečem, dialektike, po kateri, a veš, se v bistvu ljudje dogovorjeno kregajo in je enotnost v tem, da se dogovorijo, kaj se bodo prepirali, da se dogovorijo, v čem se bodo sovražili in hkrati v zakulisju pa delajo, pa med sabo sklepajo posle, ki so vsem nekako splačajo, narodu pa ne, pa državi tudi ne, pa narobe je tako, pa zakoni trpijo, pa ustava trpi, pa vse trpi. Jaz mislim, da ta gordijski vozel se bo presekal in treba ga je presekati. In to po sredini in to v enem zamahu, ne, če tako rečem. Ne. In to se bo zgodilo. Kaj je meč? Ne? Meč je ulica. Meč je ulica. Definitivno. Ulica. In nočem poveličevati ulice, tako kot ne poveličujem meča, ampak grožnja meča je pa zna biti zdravilo, ne. Ker ti nori politiki bodo res morali narediti nekaj odgovornega, ker je vrag šalo vzel. Resnično je vzel. Na en stanovski kolega Valvazor je rekel, ne, da je enako pomembno kot vihtet meč, vihtet tudi pero, dan danes testaturo. Ja, to pač počnemo, ne. In v redu, da lahko počnemo, ne. To samo po sebi je fajn, ne. Končajva s to mislijo za danes. Prav, in se dobimo naslednjo sredo na istem mestu, v podobnem času. Cirka.